Pozdravljena zdaj na mojem kanalu. V današnjem videu vam bom predstavil kar top 10 stvari, za katere niste vedeli o Božiču. Prvo pa se bi rad zahvalil World of Tanksu, da sponzorira ta video. World of Tanks je brezplačna igra z epskimi spopadi tankov. Na voljo imaš ogromno tankov, kar 550 jih je. Ne samo, da imaš ogromne borbe, imaš tudi zelo velike mape, ki so zgodovinsko izpopolnjene. Hitro sestavi ekipo, naredite en dober načrt in uničite nasprotnike. Pa seveda, igra je brezplačna. Hvala World of Tanksu, da me podpirate in podprite me tudi vi. V prvi linku v opisu si naložite igrico in če se registriraš prvič, dobiš zraven hud paket, ki ima svetovne stvari. Dobiš kar 250 000 kreditov, 7 dni premium accounta, 3 premium strašljive tanke v uporabo za 10 borb, ampak ta promo paket velja samo za tiste, ko se prvič registrirate. Idi hitro v prvi link v opisu. Uživaj v videu. Mislim, da skoraj vsaka družina vedno za Božič postavi smrekico. Eni imamo pač manjše, eni imate večje, imamo bolj debele, malo bolj suhe, pač smrekice pravim, da ne bo pomote. Ampak si predstavljaš, da je imel božično smrekico oziroma smreko tako visoko, kot včasih najvišja stavba v Sloveniji? Ja, govorim o ljubljanskem Nebotičniku, ki je visok kar 70 metrov. No, jaz si ne predstavljam, ampak ogani kaj, leta 1950 so si v Ameriki, v Seattlu dovolj upali in so postavili smreko visoko kar 67 metrov. To je meter pa pol. To je malo manjša smrekica. Ampak ti veš, kaj je 67 metrov? To je više, kot pa naši bloki v Mariboru pa v Ljubljani. Za Božič se seveda obdarujemo. Če pogledamo pod mojo smrekico, še nič ni. Upam, da sem bil letos priden, pa da bo kaj. Upam tudi, da boste vi kaj dobili lepega. Da vam povem, da Američani povprečno zapravijo $1800 na darilih. Samo na darilih. To ni malo, to je že ena dobra plača pri nas. Če smo že pri darilih pa pri zapravljanju, v Ameriki se v predbožičnem času kreditne kartice uporabijo kar 6000 krat na minuto. Samo je dosti folka pri njih, ampak 6000, tam pa res zapravljajo. Koga boste pa vi letos zapravljali, napišite mi v komentar, da vidim. Ampak vam nekaj povem, ni važno, kako drago je darilo, kako lepo je darilo. Lepo je že dovolj, da se skupaj sedete, pojete kaj dobrega, pa da se družite en z drugim. Vsaj meni se tako zdi, no? Evo, tretja stvar, za katero zagotovo niste vedeli. Jaz sem tu pred sabo eno darilo. In seveda darilo mora imati ovid. Vsaj tako ponavadi mi delamo. In oganite, koliko se zasluži denarja samo s tem ovijalnim papirjem. Na leto zaslužijo kar $1,9 milijard. Posekati pa morajo 30 milijonov dreves, kar je ogromno. In zdaj vidimo, da v bistvu niti ne bi rabili toliko zavijati, ker se kar dosti dreves podre, ampak moramo pa priznati, da je neki čar, ko odpiraš darilo, pa ne veš, kaj je, ne? Čeprav smo že vsi kdaj šli pod smrekico prej pogledati, preden je mama pustila, nekaki dan prej si malo raztrgal, pa si vedel, kaj je, ne? Pač, ste vedeli to sploh? Po mojem že gre enim na živce, da ko vklopite televizijo, že novembra se vam suka božični filmi. Božični filmi, ki se vsako leto isti sučejo, ne? In ne vem, ima to na živce, ampak če vas vprašam, kateri je najuspešnejši božični film, in to pravim o Money Maniju, jaz bi rekel Home Alone. Kaj pa vi? Napišite v komentar, preden vam povem. No, ne, ni Home Alone. Leta 2018 je prišla ven risanka oziroma animiran film The Grinch. Si že moče gledal? Idi gledat, priporočam, ampak ti povem, koliko so naredili. Naredili so kar $511 milijonov iz ene risanke. Home Alone pa je naredil samo 476. Ni to neki veliki denar. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Poznaš to pesem? Sigurno jo poznaš. Si mogoče vedel, da je to bila prva pesem, ki so vrteli v vesolju? To se je dogajalo 16. decembra leta 1965 in ja, NASA je poslala dobesedno raketo v vesolje in tam so pol astronauti si vrteli to glasbo. Jingle Bells. Izmed vseh pesmi lahko bi špijali Damian Murkota, Britney Spears, ne vem koga še vse.
mogoče ne Britney Spears, ki je bilo vseeno hitro, ampak dobro, oni so šli predvajati Jingle Bells. Kaj pa ti predvajal? Si mogoče živijo to smreko? To smreko so postavili v Avstraliji, je pa osvetljena kar z 500 000 LED lučkami. Da ne boš mislil, da je to ful nekaj fancy, pa neka draga smrekica. Ne, v Španiji imajo smreko kar za $15 milijonov. Jaz ne vem, odkot folk odmar, da dajo smreko 15 milijonov vredno v svoje stanovanje. Na smreki, kot okraski, visijo zlate ure, nakiti, visijo tudi nojova jajca, ne vem ravno zakaj, ne. Upam, da to ne napade, ker je kar veliki mes po moje. Na smreki imaš tudi parfume, to tudi ne razumem zakaj. To je vse dol pokralo, to smo ni valjda na vašem stanovanju, ampak 15 milijonov je mogoče malo preveč za mene, bom kar ostal proti mali smrekici. V sezoni Božiča se kar ogromno parov zaroči, kar 100 000 na leto, ampak en teden pred Božičem in pa po Božiču pa je tudi obdobje, ko gre največ parov na razen, kar je hkrati veselo za tiste zaročence in pa žalostno za tiste, ko se ločujejo. Ampak zakaj jih na Božič? Po moje zaradi tega, ker ste z družino skupaj, kdo se ga napije, kregate se, po moje ni tako fajn. Vsi poznamo Božička, noben še ga ni videl, ampak vsi vemo, kako izgleda bela brada, rdeča kapica, rdeča obleka, škornji, ampak kdo si je sploh tako zmislil, da on izgleda, če ga noben v bistvu ni videl? Ilustrator je dobil naročilo Coca-Cole, naj nariše Božička, da ga bo oni uporabljali za svoje reklame. Rekli pa so mu, da mora izgledati čim bolj prijazno, zaradi tega, ker kak je prej Božiček izgledal. Malo je bilske, jaz ne bi hotel imeti darila od njega. On se je potrudil, uporabil malo domišljije, pa se je potrudil, pa narisal Božička, takega, ko poznamo danes. Tako da, lahko se vsi zahvalimo Coca-Coli, da se ne nabojimo Božička. Tak je bil prej, zdaj dosti boljše izgleda. Hvala, Coca-Cola. Mogoče veš, kaj je najbolj znano in pa največje božično darilo v zgodovini človeštva? Ne vem, kaj so imeli dinozauri, ampak v zgodovini človeštva? Kip svobode. Ja, in to božično darilo je staro kar 135 let in hvala Bogu sem jaz imel srečo, da sem si to v New Yorku tudi ogledal. Ste mogoče vedeli, da septembra se rodi največ otrok? Pa vas zanima, zakaj? Malo dobro pomislimo. Torej se največ otrok naredi na Božič. Zakaj? Ker smo vsi skupaj lepo z družino, ti si svojo punco, oba imata časta, srečna, je Christmas spirit in organi kaj. Pogledata si en film Home Alone, pogledal si ga že 3-krat, tako da ti je že brezvezen, hitro vgasneta, po možnosti imata televizijo v spalnici in dalje sploh ne bom govoril, kaj se zgodi, ker vsi vemo, kako se otroci naredijo. In vsi tu dobro vemo, kaj se pol zgodi čez 9 mesecev. Septembra to. Evo, to je bilo 10 stvari, za katere zagotovo niste vedeli o Božiču. Če so vam taki videi všeč top 10, lahko mogoče naredim poleti top 10 stvari, za katere niste vedeli o poletju. Napišite komentar, subajte se pa vklopite zvonček. Najlepša hvala za ogled tega videa, ne pozabi, prvi link v opisu, naloži si igrico in dobi en super paket. Najlepša hvala World of Tanks. Tukaj ste našteli na moj YouTube kanal, idite na moj TikTok in Instagram profil Jack in the Box Slow, Jack in the Box. In se vidimo v naslednjem videu. Ne pozabi ga lajkati pa subaj se.